Dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Znova pozdravljeni v oddaji Ozadja, katero smo tokrat pripravili znova za vas in znova z zanimivimi gosti iz področja, katerega še nismo odstirali. Danes bomo namreč prepletali zgodovino s sedanjostjo. In temu primerno bodo govorili tudi današnji gostje. To je gospod Adam Ključevšek iz etnološke zbirke, ki jo ima družina Ključevšek blizu Radeč, in zakonca Ljudmila in Alojz Šribar, ki imata svojo etnološko zbirko v Kobilah, kjer domujeta. Lepo pozdravljeni vsi trije. Pa da začnemo z najbolj oddaljenim gostom. Gospod Adam, se še spominjate časov, ko ste začeli zbirati predmete? Kateri je bil tisti predmet, ki ste ga prvega umestili v vašo zbirko, ki je nekako nosil v sebi sporočilo, to je začetek etnološke zbirke? Poglejte, to obdobje sega kar precej nazaj, v letu 1968-1969. Takrat sem po tem poklicnem izobraževanju prišel nazaj na kmetijo. Isto je to obdobje, ker se je začela ta sprememba v kmetijstvu, na področju kmetijstva, in so ti stari predmeti začeli kar nekako nekje ostajati. Sam sem čutil neko slo po tem, da bi to ohranil in da bi to nekoč tudi prikazali za bodoče rodove, kako se je nekoč živelo. Tukaj so pa prvi predmeti so bili sigurno iz domačije, to je gospodinjski pripomočki, neke kmetijske opreme, posoda in pa v tej smeri. To ni bila zbirka, to je bil pričetek zbiranja in shranjevanja teh predmetov za kasnejšo postavitev te zbirke. Se je tudi vajina zgodba, gospa Ljudmila in gospod Alojz, začela tako ali ste na kakšen drugačen način pristopili? Kaj bi dejali? No, pri nas je bilo drugače. Moj prvi predmet, ki sem ga našel, je iz leta 1953. V potoku Šmarje pri Sevnici sem našel elipsasto ploščico taboriščnika, številko 13.780. In tisti predmet sem pač spravil, ne da bi vedel, da bom kasneje bil zbiratelj. Zelo se je pa povečala ta zbirka predmetov leta 70, ko so mi fantje iz okolice Leskovca prinašali karkoli. Še bolj pa po letu 2002, ko je Zavod za varstvo kulturne dediščine popisal to gospodarsko poslopje pa staro hišo, in to je vodeno kot kulturni spomenik lokalnega značaja, smo šli po letu 2003 v odprtje 10. junija 2003 zbirke. No, od takrat pa resno delamo na tem, da bi se predmeti, ki jih imava, ljudem pokazali kot pomembni za kasnejše rodove. En del vašega dela je gotovo povezan tudi, gospa Ljudmila, z vašim poklicnim življenjem, z vašim službovanjem v knjižnici, kjer ste gotovo imela vsak dan stik z zgodovino, z izginjajočimi predmeti, z besedili, ki morda niso več bila toliko v koraku s časom. Vas je to tudi malce spodbudilo k temu, da poskrbite, da to, kar morda začenja izginjati, ohranjate pri življenju? Prav gotovo. Zbiralci je v bistvu moj mož. Jaz pa bolj sodelujem pri dokumentarnem delu, pa potem te zgodovinske in druge dediščinske podatke zbiram, pa administracijo, pa podobne stvari. Precej tega se je potrebno lotiti. Se dopolnjujeta vsak s svojim delom? Drugače sem pa resnično delala celo življenje v Valvazorevi knjižnici Krško in po letu 1980 smo odprli tudi muzejski oddelek, potem ko smo se preselili v kapucinski samostan, in danes imam odlične naslednike, 3, Polono Brenčič, Urško Šoštar in pa Vilija Planinca, pa seveda direktorico Urško Lobnikar-Pavnovič, ki se tudi trudi, da bi se ta naša krajevna prostorska zgodovina čim bolj ohranila.
Ampak brez seveda zavzetih zbiralcev, ki ste na preži, da zbirate predmete, da poskrbite, da ne gredo v odpad, v pozabo, tudi vsega tega ne bi bilo. Pa me zanima, gospod Adam, na kakšen način pa pridobivate predmete? Dejali ste, da nekaj ste jih zbrali na osnovi tega, da so se iz vsakdanje rabe nekako izločili zaradi modernizacije. Kaj pa sicer? Ste kaj tudi dobili podarjeno? Ste morali kaj kupiti? Glas gre verjetno kar hitro naokrog, kdo ima to zbirateljsko žilico in smisel, da potem vse te predmete postavi na ogled tudi za ostale. Poglejte, sami začetki so bili, jaz bom rekel, počasni. To predvsem okolica, domačije iz bližnjih zaselkov. No, od leta 2002, takrat se je pa začelo ta vnema, se je pa povečala ta vnema zbiranja. Mal je tudi pripomogel sin Matej, ki se je tudi zraven vključil v to, tako da smo takrat pa kar šli po terenu in dobili kar veliko teh predmetov, ki so danes razstavljeni. V zadnjem času pa lahko rečem, da tudi obiskovalci, ki prihajajo, sami tudi izrazijo željo, da kako stvar ali podarijo ali pa prodajo. Jaz moram reči, tako da mi smo dobili v dar, smo pa veliko tudi odkupili. Tako tukaj je dejstvo, da čisto vse ni bilo brez finančnih sredstev, veliko tega je bilo treba tudi pokazati, denar drugače ni šlo. Je pa res, da v zadnjem času je pa vse več tega, ker lastniki teh predmetov so začeli ceniti te zadeve in jih tudi brez finančne podlage skoraj ni dobiti. Se še dobijo stvari, predvsem to, kar sem prej rekel, od obiskovalcev, drugače pa, če pa sami gremo, je pa treba tudi financirati. Gospod Alojz, vi ste znani po tem, da ne šparate jezika, kot bi rekli po domače, in na račun tega ste gotovo tudi kakšno starino prejeli oziroma jo na lažji način dobili. Vi imate izkušnje z vsem, s podarjenim, s tistim, kar je bilo treba plačati, s tistim, kar ste morali najti, izbrskati, morda tudi skopati izpod kakšnih smeti. Na kakšne vse načine ste vi pridobivali predmete? No, bom štartil s smetmi. Imam en predmet, ki je kot podstavek na steno v kuhinjah za pokrovke. Tisti kovinski podstavek je iz starega trga ob Kolpi. Tega se ne na smeteh. To je edini predmet, ki sem ga najdel na tem. Sicer pa ne brklam, niti ne tečnarem. Veliko pa dobim predmetov na podlagi plačila v smislu kakšnega žganja ali protiusluge. Ne? Na podlagi, medtem ko glede plačila pa jaz pač ne sprejemam, ker to preveč stane. Preveč stane in ni v moji navadi, da bi plačeval. Ne. Ker tudi eni prav precenijo tisto, kar imajo. Ne morem si privoščiti, da bi kupoval. Ne morem. Bi dejali, gospa Ljudmila, da imamo ljudje na splošno gledano pozitiven odnos do predmetov, ki morda niso več v rabi, ki so že odsluženi, imajo pa v sebi neko zgodovinsko vrednost, neko sporočilo, na kakšen način se je včasih delalo, na kakšen način so si ljudje pomagali, ali smo malce ravnodušni, glede na to, da v današnjem svetu je že vse tako modernizirano, da marsikaterega predmeta niti ne bi prepoznal, za kakšen namen je. Pridružila se bom mnenju gospoda Adama, ki je že povedal, da smo recimo 20 let nazaj to metali v smeti, bolj kot ne ljudje. Sploh ste različne, ugotavljam, da pravzaprav najbolj pisna dediščina je najmanj vredna. Tega se ljudje najprej znebijo. Ja, tako je. Medtem ko so recimo plugi pa podobne stvari, ki so jih uporabljali več generacij, družini pomembnejši in jih težje daje.
Seveda je pa veliko odvisno od dedičev, če pač družina ostane na istem področju, v istem domu, potem to želi deloma tudi ohraniti. Medtem ko tisti, ki prodajo, dediči prodajo, ker pač ni več interesa, je usmerjeno njihovo življenje v druge gospodarske panoge. In kljub temu pa nekje poskušajo vseeno zadržati, v takem primeru pa poudarijo takim zbirateljem, kot smo mi. K sreči, da pride v prave roke. Gospod Adam, že prej je rekel gospod Alojz, da je prišel Zavod za varstvo kulturne dediščine popisati objekte. Pa me zanima, imate morda tudi pri vas izdelan kakšen bodisi lasten popis vseh starin, ki jih imate v zbirki, ali pa je prišel kak predstavnik muzeja, kak etnolog, ki je naredil dejansko zbirko vsega tudi v neki evidentirani obliki? Poglejte, mi imamo glede objektov, je drugačna zadeva. Mi smo v starem gospodarskem poslopju, ki smo ga popolnoma obnovili, postavili to zbirko. Tukaj ni, okrog samega poslopja ni nobene dediščine, tako da, kar se pa tiče samih predmetov, smo pa popisali delno sami, delno je oštevilčeno, nekaj malega je pa tudi tega fotografskega gradiva, ki so izredno majhni predmeti, ti nimaš možnosti nalepiti številke in tako naprej, pa prevelik bi bilo pisanja. Zato smo nekaj malega te dediščine tudi kar poslikali, pa jo tako arhivirali. Ostalo je pa popisano, kar se pa dal, smo pa sami popis naredili in pa v bistvu tudi oštevilčili, tudi zaradi drugih vzrokov zavarovanja, drugače ne moramo tega speljati. Pri vama, predvidevam, je zelo podobno, glede na to, da gospa Ljudmila skrbi za tisti pisni, zgodovinski, evidentirani del, vi pa za zbiranje, sta tudi tu verjetno sodelovala in naredila skupnimi močmi tako zbirko, kot je. Prav tako v starem objektu, ki ga je, lahko rečem, glede na to, da sem že večkrat bila pri vaju, prav lepo obiskati. No, jaz sem v velik blok, od 96 leta vse popisal, kar smo dobili. Nekdo mi da neko vazico, barva, višina, širina, fi, kar imam vse popisano. Niso pa predmeti na policah oštevilčeni, to pa niso. Ne. Ker recimo samo lončenih posodic za krušno peč ali pekačev je preko 100. Ne. Tako da v kuhinji, ki jo imamo, tam so predmeti, ki so vezani na kuhinjo, nekdo reče celo, da so nametani. Ampak, če mi nekdo en predmet da, jaz ga ne morem umakniti na podstrešje, ko bo prišel on, kje imaš pa tisti lonc, ko sem ti ga jaz dal. Ja, prav je tako. Odnos mora biti, ne? Ja, ne. Jaz bi samo še dopolnila. Glede tega sodelovanja. Midva sva leta 1980 kupila starejšo hišo v Kobilah, to je 7,5 kilometra iz Krškega, in sicer z namenom, da bi jo sprva obnovila, vendar nama arhitekt rekel približno 1,5 vrednosti nove, ker je kamnita in seveda obnova drugače poteka. No, potem sva zgradila nov dom, to staro hišo sva pa namenila pa za starine, ki jih je moj mož že precej let prej zbiral, pa seveda tudi z namenom, da se družimo, da v svojem okolju ta prostor, ki je tudi Zavod za spomeniško varstvo, hišo in domačijo zaščitil, ima tudi svojo enotno številko dediščine. In potem smo pač to zgradbo, ki zajema stanovanjsko hišo, potem gospodarsko poslopje, razpelo in pa kal, to je bil prostor vode in pa apnene jame. Eno so imeli za napajanje živine, drugo pa za gošenje apna. Tako da v bistvu to kot celota je pač domačija Kobile 3, ki je bila nekdaj dom premožnega kmeta Johana Krajnčeviča in njegove družine, vendar tudi ta je prišel pravzaprav v Kobile s poroko z Božičevo. No, ti Božičevi so bili pa precej znani, bili so gorski mojstri, to pomeni, da so skrbeli za goro, to je vinogradniško področje. No, in
tako se nam je škoda zdelo ta dom, ki je bil prvotno namenjen kot nadomestna gradnja, bi se podrl. Sva ga pa želela ohraniti in tako je ostalo in zdaj je pač že zapolnjen do zadnjega kotička z zbirko. Okrog 3500 predmetov je razstavljenih, še okrog 1000 pa mislim, da jih je po raznih depojih skritih. A bi rekli, tako vidva, gospod in gospa Šribar, kot tudi gospod Adam, da glede na to, da imate dom, zraven pa etnološko zbirko, da je dejansko prostor, ki je namenjen temu, da ohranjate starine pri življenju in da jih ponudite na ogled obiskovalcem, že postal pretesen. Bi bilo potrebno že kakšen prizidek narediti oziroma kakšen dodaten prostor zagotoviti, da bi vse predmete, ki jih imate, lahko sistematično in lično uredili dodatno. No, pretesen. Če bi imel jaz recimo en mlinček za orehe, pa eno mesoreznico, pa recimo en pekač za šarkelj, pa en lonc za kuhanje, ne vem komu, potem bi bilo dosti bolj prostora. Ker pa, kot sem prej rekel, imam veliko teh mlinčkov, veliko teh predmetov, zato je, ampak meni to ni v napoto, meni je to kar fajn. Ste zadovoljni tako, kot je? Sem. Pa vi, Adam? Poglejte, mi ko smo 2007 odprli to etnološko zbirko za obiskovalce, lahko rečem, da je takrat bilo še v tem prostoru kar dost prostora tudi za obiskovalce. Danes se prostor počasi polni, tako da tudi ta tematska postavitev, ki smo jo želeli takrat, v bistvu je bila to ne želja, to je bila v bistvu moja zahteva, da tematsko postavimo to zbirko zaradi lažje predstavitve in pa tudi obiskovalcem bistveno lažje povedati predstaviti določene predmete. Danes se zadeva polni, tako da že manjše skupine vodimo po sami zbirki, da zmanjšujemo število obiskovalcev, da pač, če pride 40 ljudi, jih po 20 peljemo v samo zbirko zaradi same prostorske stiske. In gotovo so vam obiskovalci, ki pridajo na vašo domačijo, teh ni bilo malo, tako kot pri zakoncu Šribar tudi ni bilo malo obiskovalcev. Gotovo se pri vseh kdaj pojavi vprašanje strani obiskovalcev, koliko let šteje najstarejši predmet, ki ga hranite v zbirki? Ja, to je kar pogosto vprašanje, ali pa praktično pri vsaki skupini. S tem, da jaz moram reči tako, rad povem to, da imamo kmečko uro, ki je bila prodana 1872 in je tudi zabeleženo. Urarstvo Cili ali pa Urmahar Cili, v originalu Urmahar Cili. Potem je ura, tudi kmečka ura, ki je v stilu baroka. Ta je sigurno 20 ali pa celo 30 let starejša. In pa še ena, ki je pa v stilu izdelave in pa teh poslikave Biedermeierja. Tako da, in pa šivalni stroj, jaz rad govorim samo, zato bom povedal to, ker rad govorim tisto, ker imam dokazilo, od kdaj izvira. Da je certifikat zraven. Da je zraven podatek listina. In pa šivalni stroj iz 1900. Drugače so pa predmeti izredno stari. Poglejte, tukaj sem danes prinesel eno zadevo, ki mi je pa še posebej draga. Na njo sem čakal praktično 10 let. Nekako ni šla od lastnika, ne. Prej je lastnik premenil, predno sem jaz dobil tole. Je pa to, bom kar povedal, kaj je, ker ne bomo ugibali, šilček za svinčnike šilt, za šolo, za osnovno šolo. To danes ne bi nihče vedel, od šolarjev. Ne samo od šolarjev, tudi starejši obiskovalci, ko pridijo, do danes še ni nobeden povedal, kaj je to. Razno smo pa imeli kar nekaj čeških obiskovalcev, ti so pa to zadevo poznali, ker to je iz Nemčije izvira, nemško podjetje je to izdelovalo in se kaže, da je na Češkem tega bilo več, pri nas pa nobeden tega ne pozna. Kaj pa v vajni zbirki, kateri je tisti najbolj častitljiv predmet, ki je najvišjo starost nekako dočakal pri vama? Lahko rečem, da so pravzaprav vsi dragoceni, ampak najstarejši je prav gotovo ta fosilni odtis. Sprednji je iz rudnika Sonovo, zadnji pa iz Starega Grodu nad Podbočjem.
To je približno 2 milijona let star kamen. Dobro so še vedno vidne školjka, potem polški, foraminifere in tako dalje. Namreč naše področje, Krško kotlino, je nekoč zajemalo oziroma zalivalo Panonsko morje in ko se je v ledeni dobi začelo umikati oziroma se je že umaknilo, je seveda to življenje, ki je bilo v morju, se počasi v apnencu ostalo, odtisnilo in tako nam je ostalo pravzaprav ne fosil sam, ne tis polž, ampak v bistvu odtis tega. To je pravzaprav najstarejše. Drugo je pa nekje iz 16. stoletja oziroma začetka 17. 1646 imamo banderolo iz Šrajbarskega turna. Doktor Ivanka Počkar, etnologinja Posavskega muzeja Brežice, meni, da je to vetrnica iz stolpa. Drugače pa glede na letnico, lastnik je bil tedaj Peter Zrinski, Hrvat, in ker ima poleg tudi petelina na tej vetrnici, je mogoče povezava tudi z družino, kajti petelin je bil njegov zaščitni znak. Ja. Seveda je pa vsak predmet dragocen, tudi tisti iz 20. stoletja, ker predstavljajo pravzaprav življenje na našem področju. Pri nas je bilo razvito predvsem primarni gospodarski sektor, to je kmetijstvo, z vsemi oblikami od gozdarstva, poljedelstva in tako dalje. No, in dragoceno je v bistvu to, da ta dediščina povezuje današnji čas, ki se je v bistvu zelo preusmeril v drugačne oblike, ampak tradicija je pa kljub temu to. Ste kdaj dobili, gospod Alojz, občutek, da bi kdo od obiskovalcev bil tako zelo navdušen nad kakim predmetom, da bi ga iz vaše zbirke kar prisvojil ali ga želel odkupiti? Je kakšen tak predmet, ki je posebej poseben? Glejte, tega... Mislim, da je postelja. Šrajbarskega turna. Ljudmila. Te želje ni noben izrekel. Bi pa dodal najstarejši predmet. Aha, kar izvolite. Glejte, tale predmet. Boste morali kar pojasniti, ker jaz sem žal mlajša generacija, nimam predstave, kaj to je. Iz Kraljevine Jugoslavije, Valvezova križnica, Valvezova tiskarna v Krškem, dal me ga je bračun Franc, njegov oče iz Narpla je bil tam zaposlen in mi je ta predmet dal. To je za pripravo barv. Nekdaj so se barve iz kamenčkov, zato to se je mešalo. Tega mi je dal pred kakšnim 30 leti. Tako da nočem zanikati, da školjke niso zanimive, ampak za mene je to predmet zanimiv. A so še kakšni predmeti iz vaše zbirke, kot je denimo ta, za katerega je treba obiskovalcem pravzaprav pojasniti, kaj je in čemu služi? Kateri so še takšni predmeti? Absolutno. Leta 1994 je država z sklepom zaprla 3 rudnike. Premogovnike Zagorje, Kanižnica in Senovo. Dinos je prišel pa surovina 95, 96, 97. Mi smo iz jame ven vlekli predmete, lesene, železne, električne. Dinos je pa odpeljal to. Že 87 leta sem jaz iz tega premogovnika Senovo domov odpeljal lesen števec, koliko število vagončkov je šlo iz jame na separacijo. Glejte, in takrat 25 še na Senovem ni bilo nikogar, da bi se ogledal premogovnik Velenje ali Idrija, da bi se predmeti zadržali. In imam doma okrog najmanj 100 predmetov, ki so povezani z rudarstvom. Ja, pa ne unikatni. Bi dejansko lahko naredili tudi tematsko razstavo, glede na to, da jih je toliko. Tudi lahko, ne?
Ampak me pa še danes moti, kako da takrat na Senovem ni bilo nikogar, ki bi preprečil propad teh predmetov. Senovo ni imelo zakoncev Šribar. Enostaven odgovor. Pa vi, gospod Adam, gotovo poleg tega šilčka za svinčnike tudi imate v zbirki še kakšen tak predmet, ki ga je treba dodatno obrazložiti obiskovalcem? Kar nekaj tega je, bom bistvene stvari iz tega povedal. Moram reči, da je izredno zanimiv je ročni sadilec koruze, ki je bil prenešen iz Kanade v letih 1921 ali pa 22, čisto točnega podatka ni, ker tudi lastniki tega, ki so mi ga dali, ne poznajo točno, ker so predniki so šli služiti v Kanado in ko so se vračali, so to s sabo prinesli. To je izredno zanimiva zadeva, ki jo danes tudi praktično nobeden ne pozna, niti nobeden ne ve, zakaj se je uporabljala. Potem je en mešalec za meso in testo v teh kuhinjskih predmetih, pa še kaj bi se našlo, tako da tega je kar nekaj. Moram pa posebej poudariti, posebno obuto imamo, ki je danes vsi, ki pridijo, ne poznajo, zakaj se je uporabljala. Ne. To sem pa tudi posebej vesel, da je lastnik bil toliko priseben, da ni to zavrgel, da mi je poklical, da naj pridem pogledati in tudi mi brezplačno, v bistvu mi je podaril to. To si je obuto za pozimi, ki so jo uporabljali furmani, ki se je obula po vrhu obutve, da jih ni zeblo v noge pri prevozu lesa, ko so vozili los, ali ko so vozili les, ali pa lovci, ki so šli na stojišče, so to obuli, da so stali v snegu v topli obutvi. Je pa izredno težka zadeva, tako da hoditi se ne bi dalo v tem edino na vozu, ki si je les pelal, ali pa tam, ki so čakali na divjad, je bilo možno to obuti. Gospod Lojze, na kakšen način razporedite vse predmete, ki jih imate v etnološki zbirki? Sedaj, ko je zbirka že tako bogato zapolnjena, je ta zapolnjenost že vidna, ampak ko je bilo treba začeti, kako ste se odločili, kam kaj postaviti? Glede na namembnost, glede na dejavnost, kako ste se zorganizirali? Že v začetku. Kar je za kuhinjo, je v kuhinji. V spalnici je ena grajska postelja, pa je ena preprosta lesena postelja z štrozekom, notri je štrozek, ličkanje, ne? In omare ali pa karkoli. Potem pa posebej oddelek za tesarja, kolarja, mizarja, potem malo je orodja od mojega očeta, ki je bil sedlar tapetnik, čevljar, pa en košček so pa vojaški predmeti. Ne, tako da sem že v začetku to razpored naredil. Predmeti iz rudnika Senovo so pa v enem spodnjem prostoru, čisto popolno za sebe. Ne. Oprema za živino, ne si bo jarm ali telege, ali je pa tudi prostor v spodnjem delu za sebe. Ne. Tako da nimam tistega jarma recimo v kuhinji ali neko posodo tam dol zraven vojaških predmetov. Ne. Ves čas sem skrbel, da bi bili predmeti po namembnosti skupaj. Ste se vi tudi podobnega ključa držali, gospod Adam? Sigurno, meni je bilo od vsega začetka sigurno to v prioriteti, da to zbirko postavimo tudi tematsko. In zato smo se tudi odločili za tako postavitev. Prvi del so ure, potem je nekaj šivalnih strojev, predvsem zaradi tega, ker so bili v bližnji okolici. Tudi takrat so se že ukvarjali kot dopolnilna dejavnost šivilstvo, krojaštvo, čevljarstvo, kompletno orodje za čevljarstvo je na enem prostoru. Potem upam si trditi, da kar so gospodinje nekoč potrebovali pri svojem delu, da je tudi na enem mestu. Mi je bil pa cilj postaviti tudi dva prostora, čeprav bolj provizorično, to je hišo in pa kamro. Ne? Čeprav danes že gre malo zaradi prostorske stiske iz tega konteksta, pa kljub vsemu ta velika kmečka miza in pa stara kmečka peč lončena še nekako poudarjata ta prostor. Hiša je bil včasih centralni bivalni prostor na kmetih. Ko si prišel na kmete, kam so te povabili? So rekli, gremo v hišo. Ne? So prišli kupci, so prišli snupci
in nazadnje tudi smrt. Sej pokojnik ležal v hiši, od tam so ga peljali na pokopališče. Tako da tukaj se je v bistvu vse dogajalo. Večje kmetije so sicer imeli dva ta prostora, so rekli velika pa mala hiša, ne? Ampak v bistvu po teh manjših kmetijah, kakor so pa bile naše na tem področju, je pa en ta prostor bil. Zato mi je bil cilj, da to vsaj v osnovi za mlajšo generacijo znamo malo povedati. Kamora je pa to, tam je bil pa, smo postavili nekaj tega pohištva starega noter. Tako da je tudi en priblisk tistega, kar se je včasih, kako je bilo včasih postavljeno. No, ostali del je pa tako, nekaj je pa orodje, je pa predvsem na orodje nekaj gozdarstva, kolarstvo, mizarstvo in pa seveda nekaj je opreme za kletarjenje. Moram reči, da kletarjenje v tem smislu, pri nas ni bilo ne vem kakih vinogradniških površin. Vsaka kmetija je v bistvu imela manjši vinograd, vem, da to so bile samorodnice. Bilo je pa pri nas predvsem veliko sadnega drevja in so več kot vina je bilo sadjevca ali pa jabolčnika, ne. Izredno veliko se je tega stiskali ali pa prešali. Vino je bilo za praznike, Novo leto, Božič, Velika noč, kup v vinogradov, pa s tem se je pa že skoraj končalo. Kosci, ženice so pili jabolčnik pri nas, ne. No in če se kar navežem na vaše pripovedovanje o sadjarstvu in o jabolkih, o hruškah. Gospa Ljudmila, pri vas v vaši zbirki imate še ne tako dolgo posebnost, to je 4-metrska preša, ki se je ravno v ta namen uporabljala, da se je namreč sprešal jabolčnik in ste jo dobili iz Žadovinka in predstavlja neke vrste posebnost že tudi zato, ker je tako velika in tudi zato, ker gre dejansko za predstavljanje panoge, ki je pri nas manj zastopana v Krški občini. Tule prevladuje vinogradništvo za razliko od radeškega konca in tudi ta, bomo rekli, velik predmet nosi posebno zanimivo zgodbo v ozadju. Preša je resnično velika, nad 4 metra dolga, zato je dobila poseben prostor izven gospodarskega poslopja, pač pod streho, in potrebno je bilo urediti plato, na katerem se zdaj nahaja, ker je zelo težka. Leta 2005 nam je podaril Slavko Pirc iz Krškega in je dediščina njegovega starega očeta. Ta je bil rojen 1879 na Ravneh, v znani sadjarsko-vinogradniški družini Pirc, vendar svoj življenjski prostor ni našel na domačiji, ker je bilo več otrok, ampak so mu starši kljub temu omogočili šolanje na kmetijski šoli Grm v Novem mestu in to ga je v bistvu zaznamovalo. Čeprav je bil cementninar, se pravi, ukvarjal se je z izdelavo cementnih izdelkov in je imel na Petrovcah, to je danes prostor tehnične srednje šole Krško, tam je imel svojo delavnico, postavil je 1912 leta, no kljub temu je pa okrog hiše zasadil sadovnjak in si je umislil tudi prešo, ki jo je sam projektiral, tudi prešni kamen je sam izdelal. Bila je do 1969 v uporabi, čeprav on že, mislim, da 56 umrl, potem pač vnuk in pa seveda sin, dokler je živel. Potem so pa to Pirčevo hišo, ker je bila na takem mestu ob regionalni cesti, se počasi morala začeti umikati, kajti 64 leta je Krško prevzelo ta del Žadovinka in tako je tudi prešo so razdrli in premaknili pri novi domačiji, ki je na Griču, kjer živijo. Vendar so s časoma ugotovili, da je vrt premajhen in je leta 2015 potem Slavko Pirc to prešo podaril etnološki zbirki Kobile. Rada bi pa povedala, koliko je pravzaprav dela, preden tako stvar postaviš. Že sam prevoz, sama strela je tako težka, mislim, da ima več kot tono.
je bilo treba organizirati, Kostak nam je šel na roko in je zastonj pripeljal po moževem prošnjah v Kobile. Potem je mizar na Zalokah Leopold Tomšič naredil dele, ki niso več funkcionalni bili, kajti Preša je bila določen čas tudi na vremensko neugodnem prostoru, sploh spodnji del, ne. In tako je bilo treba narediti še nekatere nove stvari. Potem jo je bilo treba pripraviti plato, ker je bil to cementninar, smo seveda poskusili narediti take plošče, vsaj podobne, pa ne narediti, ampak kupiti, kakršne on izdeloval, ne. Tako da v bistvu smo potem, je podjetje najinega prvega sina Erazma naredilo prostor, da tako rečem. No, potem je bilo treba seveda Prešo znati postaviti. To je par let bila razstavljena, nobeden od nas ni sadjar ali vinogradnik. In tako smo zaprosili, mizar Vrhovšek iz Šutne je potem pomagal oziroma zraven del po del sestavil. Pomagal je Janko Krajnčevič iz Kobil z dvigalom, kajti seveda je to zelo težki deli, vse je hrastova. In končno potem bila postavljena. Potem pa seveda je bilo treba kupiti les za konstrukcijo, opeko in deloma je Lojz uspel pridobiti od prijateljev. Deloma je bilo pa pač treba plačati, tako da lahko rečem, da nas je ta Preša, naj ne bo domišljavo slišati, ampak stala več kot 1500 evrov. Kljub temu pa še vedno ni urejena. Recimo na streli je slika hruške in jabolka, kar je namen prikazan. Naslikala je pa to sliko lastnikova hči Angela in smo se odločili, glede na to, da je zelo lepa slika, da jo bomo restavrirali, ampak to še vedno čaka. Tako da ni vse te, se včasih pojavi, v bistvu dobili ste, ne, zdaj pa to kažete. Veliko dela je v ozadju, ne? Je v bistvu treba precej dela vložiti, pred nek predmet predstaviš, tako da potem ga lahko resnično pogleda kdorkoli, ne. Razen tega je treba to zaščititi, če je odzunaj, to je tungovo olje, posebno olje, zaščitno sredstvo in vsako leto v bistvu moraš premazati in tako dalje in tako dalje. Ne zmanjka dela. A bi rekli, gospod Alojz, da vam to dejansko pobere ves prosti čas? Poleg tega, da je to dejavnost, ki vas veseli, ki vam daje neko zadovoljstvo, slišali smo iz pripovedi vaše žene na primeru Preše, koliko je dela v ozadju. Vi gotovo veste, koliko je dela tudi na manjših predmetih, ki jih je treba vsaj delno obnoviti ali jih zaščititi tako, da jih zob časa ne načne. Težko bom v zelo kratkem času vse povedal, s čim sem se ukvarjal. Jaz sem se veliko športom ukvarjal. Meni zbiranje starih predmetov ni bila prvenstvena panoga. Če samo rečem, da sem 16 let tekel Božice Kobirane Ljubljane, da sem recimo stokat kri, da sem bil trener mladincev rokometašev, da sem bil trener ženske rokometne ekipe. Od 80. leta je treba 40 arov travnka pokositi. 40 let imamo že zajce. Tako da meni ni preokupacija samo stari lonci, ampak še marsikaj, ne. Tako da moj pogled je zelo širok, ne. Zelo širok, tako da ni. Mi ni pa nič težko, ne. Edino, kar me moti, ne, moti me pa odnos ljudi do te zbirke, pa naj se bo občina, pa naj se bo krajevna skupnost ali kulturno društvo Leskovec, ki niso prišli enkrat po kakšen star predmet, ki bi jim prav prišel pri nekih njihovih igrah na odru. Niti enkrat niso prišli
ti daj posodi, mi rabimo to, na odru bomo dali, ne? Ni. Ne? Na podoben način je tudi ta status quo oziroma mirovanje. Dejansko ne zgodi se nič v povezavi z morebitnimi naravoslovnimi dnevi, ki bi jih lahko šole organizirale na tovrstne zbirke, kot jih imate vi v Kobilah in tudi gospod Adam blizu Radeč. Ni odziva pravega, kaj ne? Tudi to je res. Jaz sem bil že pred leti v šoli v Cerklje ob Krki, v šoli Artiče, v šoli Otočec. Jaz sem bil tudi v domu starejših občanov v Krškem, ko je bila direktorica gospa Mikulančeva. To je mnogo let. Pa pripeljte 20 ljudi, ki so še dosti gibljivi, pa se jim bodo oči in srce o pogledih na stare peglezne ali stare lonce pomladile. Nič vas ne stane. Nikogar ni bilo. Niti zdaj, ko je nova direktorica, jaz ne vem, kako to, da jim je to tako odveč neko popoldne, eno skupino. Pa vem, da bi se ljudje dobro počutili, ne? In mi bi jim ponudili neko suhosadje in tudi sok ali ne vem, vino, ne? Karkoli, ne? Pa suhosadje, seveda, kdor ima še zobe, ne? Lejte, in ni, lejte, zanimivo. Imate podobno izkušnjo tudi pri vas, gospod Adam, ali je kakšen obisk tako organiziranih skupin v smislu vzgojno-izobraževalnih ustanov za spoznanje boljši in občutnejši, kot opisuje gospod Alojz? Jaz bom rekel tako, ne, zadnje leto, 2 je v bistvu ista zadeva, ne. Prej smo pa kar nekaj tega imeli, različne izmenjave, tudi študentov, iz različnih držav. Ali iz bivših jugoslovanskih republik, iz Ukrajine. Mi smo imeli praktično obisk iz držav cele Evrope, posamezniki. Vendar doma, na šole smo pa poslali, jaz bom rekel, da približno 90 ali pa 100 zgibank in pa s kompletnim opisom programov, kaj se lahko pri nas dogaja. Vendar niti na eno ni bilo odgovora. Jaz sem takrat šel sam po določenih šolah, tu je bil en rezultat, ne. Mi smo imeli do predlanskega leta kar nekaj tega, različne delavnice, izredno strokovno vodenje po našem muzeju, po naši etnološki zbirki, ker dobimo upokojenega učitelja iz Radeč, pomočnika ravnatelja, ki se izredno strokovnjak na tem področju, izredno pozna in tudi izredno zna predstaviti. Ostali domači smo pa organizirali različne delavnice. Tu smo otroke razdelili 2 skupini. Ena skupina ogled zbirke, druga skupina je pa bila na delavnici. Ali smo pekli kruh, ali smo pa izdelovali rože iz krep papirja, pletli copate iz ličja, pa še marsikaj tega je bilo. Tako da lahko rečem, da prej, zdaj pa ta zadeva, v zadnjih 2 letih pa ta zadeva popolnoma zamrla. V lanskem letu nismo imeli nobenega obiska, kar se tiče šole. Škoda. Ampak na to človek dejansko ne more vplivati, več kot ponuditi, več kot pokazati, kaj imaš in povabiti, se skoraj da ne da. Poglejte, to je bila, jaz bom rekel tako, to so bile pri nas minimalne ti stroški, ki so prišli, tako da, kar se tiče finančnih sredstev, ne bi smel nobeden imeti pripomb, da je to vzrok, da jih zaradi tega ni, ne. Kako se pa jaz bi sicer nas dopolnila. Moram reči, da v bistvu z osnovno šolo Leskovec pri Krškem zelo lepo sodelujemo. Vsa leta prihaja skupine 6. razredov na naravoslovni dan v Kobile, s tem, da je to malo razširjeno še na okolico, se pravi na kraj sam, ki je v takem dolu in precej vodno to področje in zaradi tega ima tudi značilno rastlinje
ki smo ga vsa leta predstavljali in tudi otroci so normalno učno uro skupaj s svojimi učitelji, ki jih je vodila Anica Antolič-Miller, vsa leta v bistvu imeli na naši vaški gmajni. Res pa je, da so to zdaj spreminja, deloma so tam naredili otroško igrišče in seveda narava sama potem zelo hitro menja obliko in tako že lansko leto oziroma že lansko leto niso bili več interesenti za to učno uro, ker ni določenih rastlin, ki jih imajo oni v povezavo z učnim načrtom. Povrh vsega tudi s krajevno skupnostjo Leskovec in tudi z občino Krško v bistvu zelo lepo sodelujemo ob dnevih, to se pravi občinskih praznikih in pa praznikih krajevne skupnosti, tudi skupina pohodnikov se običajno pojavi, pridejo peš iz Leskovca, včasih tudi iz Velike vasi ali pač druge skupine, tako da glede tega ne moremo reči, je pa pri nas en drug problem. To je hiša, ki je bila zgrajena leta 1874, obnovljena 1923 in to je v bistvu, kako naj rečem, najočeve žuli, ker bi bilo to hišo potrebno obnoviti. Streha bo nujno potrebna, ne bo zdržala mogoče večjega snežne obremenitve. Tako da v bistvu ta iskanje sredstev za to pa je problem. Ker midva v bistvu sva starejša, tudi nimava gmotnih takih moči, da bi lahko sama investirala v to. Hiša je pod spomeniškim varstvom, nekje tudi pričakujemo tako občinska kot mogoče celo državna sredstva. Je pa problem, da te domačije niso dobile statusa lokalnega spomenika. Država jih je vpisala v register kulturne dediščine, medtem ko občina ni tega potrdila in zdaj recimo ne moremo na evropska sredstva računati zaradi teh stvari. Pa človek naleti na ovire. To je tisto bolj boleče, ker v bistvu vsi se zavedamo, da je to privat, ampak kljub temu medva te zbirke ne bova odnesla. No, oni svet bo tukaj ostala. Ja, dobro, da ste to izpostavili, kajti če dejansko ni po eni strani sredstev, da se spomeniško zaščitene stavbe in tudi vsebine take dragocene, kot jih imate vsi trije v vaših prostorih, če se ne ohranja, če ni sredstev za to, ali pa če preprosto vaši otroci, vaši vnuki ne bi bili za to, se lahko kaj hitro pripeti velika škoda. Pa me zanima, gospod Adam, zakonca Šribar sta že omenila povezovanje s krajem. Kako pa v okolici Radeč dihate z ostalimi društvi, organizacijami v povezavi z vašo etnološko zbirko? No, jaz moram reči, da solidno, izredno, ali pa, ko bom rekel, izredno dobro sodelujemo s KTRC-jem v Radečah. Nam tudi skupine pripeljejo, organizirajo, no, tako. Drugače pa praktično z vsemi društvi v Radečah, od gasilcev do aktiva kmečkih žena. Kar se tiče društv, posameznih, ki so pa tako, ne, vedno se najde nekdo, ko se malo bo na stran držal, ne, in v bistvu že kar podcenjujoče to gleda, ne. Večina pa moram reči, da moram pohvaliti. Jaz tukaj nimam posebnih težav. Vsak, ki si želi to pogledati, ki ima interes priti, ima odprta vrata. In to vedno. Ne. Je pa resnično, vse smo sodelovali z različnimi gasilskimi društvi, ali v kraju, izven kraja, aktivi kmečkih žena iz različnih koncev Slovenije, v organizaciji aktiva na Svibnem, ne. Tako da, da bi rekel, da imamo izredno slabe izkušnje na tem področju, nimam. No, ko smo prej omenili posebnost etnološke zbirke v Kobilah, sadno prešo, je pri vas pa ena izmed posebnosti že izginjajoč postopek mletja žita z mlinskimi kamni, če ga v stavku ali dveh malce opišete, kolikor se ga da strnjeno. Ja, na hitro, ja. Poglejte, mi imamo v sami zbirki dva izredno stara mlina, žrmlje,
ki so bile obnovljene in so obnovljene v tem smislu, kot so prvotno tudi bile izdelane. Vendar mi na teh dveh mlinih ne meljemo žita, imamo pa pred samim objektom postavljen mlin na kamne, ki pa je nekoliko novejši, mislim, da je star 54 let. Na tem mlinu smo pa že izvajali različne prikaze, za domače potrebe pa še tako redno meljemo piro za peko kruha. Lepo. Gospod Alojz, kaj bi dejali, ko tako spremljate skupine, ki pridejo v vašo etnološko zbirko, katera generacija prevladuje? Je kakšna posebej izrazita? Ne, nimam občutka, da bi prihajali samo stari 50 ali 70 ali mlajši. Ne. Lansko leto smo imeli obisk iz Domžal, Društvo za negovanje vrednot NOB-ja, in moram povedati, tu jih je bilo okrog 30, bili so tako navdušeni, da so izmed sebe podarili zbirki 150 evrov. Lepa gesta. Lejte. Tako da, jaz tudi povabim, recimo, ko grem kam na izlet, pridno, bomo kaj rekli, pa kaj, tako da ne bi mogel reči, da samo neka stara generacija ali pa, ne vem, 30, ne, je raznoliko. To je raznoliko, absolutno, Ko govorimo o vseh teh starinah, ki se nahajajo v vaših zbirkah, etnološke zbirke, kako je potrebno negovati oziroma vzdrževati različne predmete, da ohranijo tisti svoj namen, da jih ne načne zob časa, da jih čim bolj zaščitite? Kateri so tisti posegi, kateri so še dovoljeni, da nekako ne modernizirate oziroma ne dajete preveč sodobnosti v starino? Poglejte, mi imamo 6 prostorov in pred praznikom krajevne skupnosti ali občinskim praznikom se potrudiva, bom v dvojini povedal, da to pregledava, da pajčevino odstraniva, da je to pobrisano, da so okni očisti, in to je to. Ne moram reči, da nek predmet rabi neko posebno. Ravno pred kratkim je Megadom podaril barvo, ker je mizar nam naredil za staro hišo par novih okn, in tudi to se da dobiti, da potem premažem ta nova okna. Tako da posebej pa nekega predmeta ga ne božem posebej, ne. Na določene stvari nam je tudi restavriral v Posavskem muzeju njihov restaurator. Iz Banovcev v Prekmurju smo dobili recimo Marijo iz znamenja vaškega, in to na podlagi dolgoletnega sodelovanja. In ker je bila že precej les poškodovan, je recimo potem res poskrbel gospod Jože Lorbar iz Posavskega muzeja, da je to restavriral po vseh potrebnih kriterijih. No, tudi nekatere druge stvari. Staro vaško jedro, Kubile so precej star kraj, s hišami tam nekje od 1830 naprej še vedno ohranjene. No, to smo pa poskusili reševati na drugačen način, namreč z likovnimi kolonijami. Posamezne skupine prihajajo za dan ali dva na kolonijo in slikajo pač to stavbno dediščino vaško, od kozolcev do vsega gospodarskega poslopja, hlevov, ničesar nismo spustili, kar je vas še imela ohranjeno. No, Doroteja to pozna, vrsto let je vodila potem otvoritve razstav teh slik. V bistvu se je tudi precej ljudi pojavilo, prihajajo društva, prihajajo posamezniki, ki jih zanimajo tudi likovne smeri, tako da mislim, da je to bila ena od dobrih idej.
Združite dve veji umetnosti, kulturno dediščino in likovno umetnost. Ali drugače. Rekel sem, 2002 je popisal zavod te objekte. Kot prva akcija smo šli v odprtje prve samostojne razstave po 30 dela Andlovic Rafaela iz Leskovca. Mi smo omogočili prostor, nastop pevske skupine, lovsko društvo Krško, to je bilo 2004. 2005 je žena organizirala razstavo Kruhov vstop v evropski del kulturne dediščine. 2006 sem šel pa v prvo organizacijo likovne kolonije slikarjev iz Velenja. 15 slikarjev je bilo od tam prišlo k nam. 2 dni smo jih gostili. No in lejte, za tisto likovno kolonijo ni bilo problema pri pekih dobiti kruh, pri vinogradnikih vino, pri mesarjih da se. Čeprav mi je... Vsem tem se prav lepo zahvaljujemo. Čeprav mi je nekdo rekel, ne sem nekdo, ja kaj pa eni, pa nečne hektarja pa jim občina da. Nisem v nobeni stranki in je zato malo težji. Drugače pa gre, moram reči, da gre, ne. Kako pa se držite z odnosom, ki ga vi sami gojite, vi gospod Adam, vi gospa Ljudmila in vi gospod Alojz, pri prenosu na vaše otroke, na vaše morebitne vnuke? Je to strast do zbirateljstva, do ohranjanja starin pri življenju, dejavnost, ki bo z vami šla v grob? Ali ste poskrbeli, da ste vsaj nekaj malo tega entuziazma prenesli tudi na mlajše rodove? Pa če kar začnem z vami, gospod Adam. Poglejte, pri nas je, bom rekel, da kar se dobro upel mlajši sin Matej, da je tudi kar strasten zbiratelj postal in tudi vodi skupine že po sami zbirki. Tako da jaz mislim, da bo to s tem nadaljeval, pripričan sem, da bo s tem nadaljeval, tako da ena generacija naprej je sigurno še poskrbljeno za to, da zadeva ne bo šla v pozabo ali pa se prehitro razgubila. Je pri vama tudi tako? Je katero od otrok že izkazal to zanimanje? Mi 2 imava 4 potomce, vendar pravzaprav noben ni se usmeril v to smer življenja. So nama pa rekli, da naj ne skrbiva, da na koncu bodo uredili tako, kot je treba. Zdaj so seveda že tudi vnukinje, so že v gimnaziji, tako da najbrž bo kljub vsemu to ostalo, sploh ker je spomeniško zaščiteno. Je pa tudi pod varstvom dediščine, tako da v bistvu se ni zabavati, tudi če naša družina ne bo prevzela, je še zmeraj možnost, da se na podlagi različnih dogovorov to ohranja v kraju. Držimo pesti, da bo tako res z vseh vidikov. In preden se še čisto dokončno poslovimo in si sežemo v roke, me zanima še vaša zaključna misel, zaključne želje, preden končamo naš pogovor. Kaj bi si želeli, gospod Alojz, verjamem, kot je že vaša žena omenila, pri vama nedvomno je ta adaptacija objekta vsekakor potrebna in bi bila najbolj dobrodošla. Pa poleg tega, kaj je še tisto, kar si za vajno etnološko zbirko želita v srcu, da se uresniči? Vprašala si kaj? Prav gotovo, da hiša potrebuje obnove. Ampak prej sem že povedal, da nisem v nobeni stranki, tako da če bi bil v neki stranki, bi morda šlo lažje. Hitreje bi šlo, ne? Ampak v navezi sem z mnogimi ljudmi, ki so na tem področju pri tem. Tako da, če bi bilo drugače, bi se že marsikatera stvar obrnila na boljše. Vse je pa z namenoma, ne? Pa vi, gospod Adam, kaj vi menite? Kaj je tisto, kar bi bilo dobro, da se uresniči in udejanji z vidika vaše zbirke? Poglejte, okrog tega nimam kaj bistvenih želja. Mi smo objekt v bistvu gradili 2-3 leta, je nov. Tukaj jaz saj upam, da
vsaj v parih letih kakih velikih vlaganj v to ne bo. Res je, da je še neke stvari, ki bi jih rad imel v zbirki, je pa druga stvar, ki si jo pa želim, da se ne bi to kar opustili, da je obisk bi bil še naprej, vsaj v takšni meri, kot smo ga imeli do zdaj. Če bo pa večji, sem pa še dolgo bolj vesel. Odlično. In bomo po džentlmensko dali zaključno besedo dami med vama, gospa Ljudmila, kar izvolite. Zaključna misel, preden se poslovimo. Tudi jaz bi rekla, predvsem si želimo čim več obiskovalcev, kljub samo, čeprav je včasih tudi naporno. Upamo tudi na zdravje, da bomo še uspeli, ker v bistvu je v te zbirke pravzaprav veliko vloženega našega znanja in časa in denarja in vsega. Zato seveda želimo, da bi tudi zmogli še nekaj časa to predstavljati. Predvsem pa tudi, da bomo kot dediščino varovali ta ne samo zbirko, ampak tudi prostor naših preteklih zanamcev. Kajti tudi življenje je v bistvu deloma dediščina, deloma pa prihodnost. Živimo naprej, hranimo pa spomine in vse tisto, kar imamo odprej. Na preteklost, ja. Hvala lepa. Lepe zaključne misli. Kaj drugega dodati k temu, kot da želim tudi sama, da se udejanijo, da se uresničijo in da tako pri vama, gospa Ljudmila in gospod Alojz Šribar, kot tudi pri vas, gospod Adam Ključevšek, se kar tre obiskovalcev, da boste imeli dela na pretek in boste lahko delili informacije iz preteklosti čim širše in seveda, da bi čim več starin, ki bi sicer končale bog ve kje, najde mesto v vaši zbirki ali v zbirki katerih od vaših kolegov, ki so prav tako entuzijasti na tem področju. Hvala lepa, da ste si vzeli čas, da ste obiskali studio v Krškem in da ste prikazali en pomemben del kulturne dediščine, ki morda kateri izmed mlajših rodov niti ne ve zanj, pa bo morda, upajmo, tudi zahvaljujoč tej oddaji se pa le kdo tudi oglasil na kakšni izmed etnoloških zbirk v lokalnem okolju. Tudi vam hvala da ste dali možnost. Ja. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, hvala lepa za vašo pozornost in da ste to dobro uro, tokrat je bila res dobra, tako z vidika časovno, kot tudi vsebinsko, da ste ga preživeli z nami in da ste nekako obujali spomine iz preteklosti v povezavi s sedanjostjo. In naj s to mislijo, da ne smemo pustiti, da preteklost povsem ponikne, zaključim ne le današnjo oddajo, pač pa tudi letošnjo sezono. Vse dobro in vse lepo vam želim do prihodnjega snidanja. Lep pozdrav!